Airways, ministrica Alenka Bratušek je za, kaj pravi premier. Koliko bi nas to stalo in še kako vlada in premier utemeljujeta razpis za najem zasebnih letal, poleg Falcona, ki ga že imamo, in to za 120 000 evrov za 2 leti. Nova Adria Airways. Da ali ne? Na infrastrukturnem ministrstvu so prepričani, da mora država ob vse slabših povezavah in manjšem številu potnikov ukrepati. Alenka Bratušek si zato pravi, želi soglasja premierja Goloba in drugih članov vlade, da začne delati na ustanovitvi nove državne letalske družbe. A v isti sapi tudi priznava, da bi najmanj 5 let ta nacionalni prevoznik posloval z izgubo. Koliko bi morala torej v projekt vložiti država? Po prvih najbolj optimističnih ocenah bi družba za prvo desetletje letenja potrebovala vsaj 35 milijonov evrov. Več Tadej Grešovnik. Bo nastanek nove družbe, nove Adrie Airways, v tem mandatu paradni projekt ministrice Alenke Bratušek. Po teh špekulacij, da o tem resno razmišljam, danes Bratuškova potrdi. Koalicijskim partnericam smo predstavili načrt, a na koncu bo morala zeleno luč prižgati vlada. Jaz upam in želim, da bomo ta mandat, da, kot sem rekla, gremo po tej poti naprej, tudi dobimo. Še enkrat pa poudarjam, to še ni odločitev o tem, da Slovenija ustanavlja svojega letalskega prevoznika. Okoli 35 tisočakov je ministrstvo plačalo za študiji, ki naj bi pokazali, da nacionalnega prevoznika potrebujemo. Skupno okoli pol milijarde naj bi država doslej izgubila s propadom Adrie Airways, a tudi nov prevoznik bi, danes priznava dr. Damjan, vsaj na začetku posloval z rdečimi številkami. Ta družba po teh predpostavkah, teh konzervativnih predpostavkah poslovala za izgubo recimo do 6. leta. V tem času bi največ naredila kumulativne izgube do okrog 35 milijonov evrov. Kasneje bi se pa ta bilančna izguba začela zmanjševati. Vložek pa bi zelo verjetno moral biti še nekaj 10 milijonov evrov višji, a po prvih ocenah naj ne bi presegal 70 milijonov evrov. Ob tem so vse glasnejši tudi očitki, da se nabor destinacij z novim prevoznikom ne bi bistveno povečal. Skupek vsega tega, urnikov, frekvenc in destinacij nam prinaša letalsko povezljivost, ne pa samo naštete destinacije na neki spletni strani. In število potnikov temu sledi. Letalska povezljivost v povzetku je izjemno slaba in absolutno je treba nekaj narediti. Da je na poti do ustanovitve nove družbe pred odločevalci ogromno preprek, so v zadnjih tednih glasno opozarjali strokovnjaki. Še zelo živi so tudi spomini na propadli državni letalski projekt, ki se je kljub več 10 milijonskim finančnim injekcijam na koncu končal s klavrnim propadom Adrie Airways. In kot svari stroka, tudi nova družba ne bo mogla imeti iluzij, da bomo Slovenci pripravljeni plačevati več samo zato, ker je to slovenski prevoznik. Seveda je pa predpogoj, da nam to odobri Evropska komisija, v kar dvomim. Kot je danes napovedala Bratuškova, bi, če bi se na koncu vlada odločila za ta korak, iskali tudi zasebni kapital. Država torej ne bi bila edina lastnica, temveč bi z razpisom iskala partnerja. Katera družba bi lahko izkazala interes? Takšna ugibanja so, tako Bratuškova, močno preuranjena. Če se bo vlada odločila, da bi ustanovila novega prevoznika, bi lahko začel najprej obratovati z poletnim voznim redom leta 2025. A tudi ta ocena, da bi torej prva letala novega državnega prevoznika poletela že čez 2 leti, je, priznava tudi ministrica, verjetno preoptimistična. Očitno pa tudi državni vrh ni zadovoljen z letalskimi povezavami, predvsem takrat, ko ni na voljo vladno letalo Falcon. In to se je v zadnjem času res pogosto kvarilo. Čez 14 dni gre na 10 tednov dolg servis. Zato so zase poskrbeli z razpisom za najem zasebnega letala, ko Falcon ne bo na voljo in ko ne bo ustreznih rednih linij, in zato za 2 leti namenjajo 120 000 evrov. Da je to standardni postopek, pravi Golob, ki si želi, da bi Slovenija imela redne linije z vsemi pomembnimi prestolnicami. Več pa Metka Majer. Predsednik vlade Robert Golob je danes na vrh Evropske politične skupnosti v Moldavijo poletel z vladnim Falconom, s sabo pa je na krov povabil tudi hrvaškega premierja Andreja Plenkovića.
Hvala za gesto, je ta zapisal Golob. Pa s prijatelji, da si deliš veliko stvari, tudi letalo. A seveda takrat, ko je to sploh mogoče. Več manjših okvar, zdaj pa še več kot 2 meseca trajajoč redni servis vladnega letala do konca poletja ne bo. Tudi zato premierjev kabinet sklepa sporazume za najem poslovnega, torej zasebnega letala. Gre za standardni razpis, kjer se išče sploh, kdo so ponudniki za obdobje, ko je pač Falcon na servisu. Nažalost, jaz bi si želel, da Falcon ni na servisu. Želel bi si, da bi imela tudi Slovenija redne linije z vsemi pomembnimi prestolnicami, pa se tega nihče ni lotil. To sicer opažajo na celotni vladni ravni. Je pa tudi to, bom rekla, vsaj povezava z Bruslom absolutno potrebna vsakodnevno, vsaj zjutraj gor pa zvečer nazaj, tudi zaradi poti, ki jih imamo ministri in v še večjem številu državni uradniki. Sporazume, kot ga namerava skleniti kabinet predsednika vlade, smo imeli že večkrat. Niso nič novega, pravijo v enem od 2 podjetij, ki sta se na razpis prijavila. Podobna situacija tudi v preteklosti se tako dela, se pravi, smo dobili mi zahtevo za en let in potem smo dali ponudbo in če se je bila za vlado najbolj ugodna in primerna, potem so zbrali oziroma niso. Smo pa že nekaj let letimo, več let letimo za vlado. Kabinet predsednika vlade bo sicer sklenil okvirni sporazum v višini 120.000 evrov za 2 leti z obema ponudnikoma. Poudarjajo, da zgolj za primere, ko uporaba Falcona ne bo možna in ko redne linije časovno in logistično ne bodo ustrezne. Zaradi rednega servisa to v kratkem načrtujejo za 3 leta. Za vrh EU v Bruslju konec junija, julija pa vrh NATO v Vilni in še vrh EU s skupnostjo latinskoameriških in karibskih držav, prav tako v Bruslju. To je zelo ekonomičen, varen, pa za evropske potovanja zelo primeren. Kar se tudi že videlo v notranjosti letala, je dosti komforta, da se normalno sedi, niso pa to neke razkošne stvari, ki bile namenjene nekam, ko preko ekstremno luksuzu. Ta dogovor zdaj torej sklepa zgolj premierjev kabinet, ki je po hierarhiji za predsednico države in predsednico državnega zbora. Zato imate v primeru istočasne poti pred njim prednost. Od jutra je